Lep pozdrav, pred kratkim sem gledal film Wolf iz Wall Streeta oziroma Volk iz Wall Streeta in moram povedati, da je to zgolj še eden izmed mnogih filmov, ki forsirajo sporočilo med ljudi, da z našim sistemom v bistvu ni nič narobe, da deluje brezhibno in da je v bistvu vse okej. Čeprav vsi vemo, da je vse zelo narobe. Zato, ker se dogajajo zlorabe in to čezdalje večje na vseh področjih. In večinoma vse te zlorabe izvirajo iz dejstva, da vsi stremimo za dobičkom oziroma predtem vsi stremimo k emocijam, k pozitivnim emocijam. In pozitivne emocije lahko dobimo samo, če imamo veliko dobička in zato stremimo k dobičkom. No, seveda rabimo tudi denar za preživetje, ampak ko imamo enkrat dovolj denarja, recimo par tisoč evrov ali pa dolarjev plače, potem je vsako nadaljnje stremenje k po več denarja temelji na občutkih, ne več na preživetju. No in o tem govori tudi film Volk iz Wall Streeta, ki prikazuje življenje brokerja oziroma v slovensko bi se mu lahko rekli prekupčevalca z delnicami in nekaj v tem stilu. Skratka, film govori o tem človeku in kako je hotel še več in še več in kako je tudi dobil velike količine denarja na račun drugih. Seveda v filmu nikoli ne prikaže, ne izvemo nič o teh ljudeh, ki so izgubili denar, zato da je ta broker lahko bil tako bogat. Seveda je pa ta broker tudi prekršil zakon, ampak je šel tudi v zapor, sicer v zapor za bogate in tam si lahko privoščil zelo veliko udobje oziroma si kupil. Še posebej v Ameriki, pri nas so tako na splošno zapori dokaj udobni. V Ameriki se da pa to še posebej kupiti in plačati. No in je šel v zapor in se pravi, film sporoča, da v bistvu v sistemu pač tisti, ki kršijo zakon, grejo v zapor. In da sistem deluje, da je brezhiben in da samim dobičkom da samo pridobivanje dobička na račun drugih ni v bistvu nič, ni s tem nič narobe. Skratka, ta film je zgolj še eden izmed mnogih brainwash filmov, ki želijo ljudem sporočati, da je z našim sistemom vse v redu in da ni z njim nič narobe in da samo gonjo za dobičkom in za velikimi količinami denarja ni v bistvu nič narobe. No, ampak seveda vsi vemo, da je, ker to povzroča velike posledice vsem ostalim, ki morajo biti revni, zato da so redki lahko zelo, zelo bogati. In to je ena velika zloraba življenja. Zato se moramo zavedati pri takih filmih in v bistvu pri vseh filmih, ko jih gledamo, moramo biti samo iskreni in se zavedati, da vsak film želi nekaj sporočati in da ljudje, ki imajo velike količine denarja in te filme sponzorirajo, želijo ohranjati to stanje, kakršno je, želijo prikazovati sistem kot dober, kot zabaven in zato, da bi pač ljudje to sprejeli, sistem takšen, kot je in da bi lahko še naprej bogati bili bogati in da bi to bilo tako. Ampak to je seveda nedopustno, ker je pač zlorabe že toliko, da se ji ne da več izogniti nikjer, tudi če si želiš. In zato bom v bistvu tudi pod film dal en link do praktičnih rešitev, s katerimi si lahko pomagamo sami se v bistvu odklopiti od tega brainwasha in se lahko naučimo biti samo iskreni in videti brainwash in vse stvari in se lahko dejansko postavimo za življenje in stojimo kot življenje in začnemo ustvarjati sistem, ki bo ne samo najboljši za nas, ampak najboljši za vse.
ker dejansko nekaj je najboljše za nas šele takrat, ko je najboljše za vse. To, da je nekaj najboljše samo za nas, za večino ostalih pa ne, to je zgolj iluzija in slej ko prej se podre. Tako kot lahko zdaj opazujemo vse te zlorabe in propad sistema, ki se dogaja okrog nas. In zato je skrajni čas, da se začnemo zavedati tega, da smo sami odgovorni, da moramo skupaj stopiti in se začeti drugače obnašati, spremeniti svoje navade, tako da bomo dejansko obravnavali druge, tako kot želimo biti sami obravnavani. In s tem tudi upeljali tak sistem, ki bo vse obravnaval enakovredno in ki bo vsem omogočil dostojno življenje. Ne pa, da se bomo še naprej vsak posamično gnali za nekimi občutki in za nekim dobičkom in potem povzročali vse te zlorabe, ki jih v tem filmu niti nismo videli, ker so bile spretno skrite. Tako da, ja, priporočam, da si ogledate linke, lahko date kak komentar, svoje mnenje in bomo malo zadebatirali. Ok, hvala lepa.